Prej si rekel, 300,000 ljudi zboli čez 3 tedne, ne? Recimo, Tako. to je nek tak, če gremo po tej krivulji eksponentno, se pravi, vsak dan se podvoji, ali kako To je bilo rekel? vsak drugi dan. Da se Vsak drugi podvoji, dan ja. se podvoji, je 300,000 Slovencev okuženih. Koliko od teh rabi oskrbo? Tako, za koronavirusno bolezen 19 je značilno, da v nekje 80% poteka kot blaga bolezen, nekje 15% je takih ljudi, da se pri njih pojavi dihalna odpoved in da rabijo bolnišnico in dodatek kisika, pri nekje 5% pa je bolezen tako huda, v bistvu, da so kritično bolni in rabijo zdravljenje v enoti intenzivne terapije. In to je, se pravi, 30... Nekje 20% rabi bolnišnično zdravljenje. 20%. Se pravi, Ja. to je 10 je 30, pa pol je 45,000 ljudi. To je veliko, ja. Ja, to je veliko, ne? Ja. Naprimer, Ko smo omenili v bistvu to izravnavo krivulje, pa lahko naredimo primerjavo, če bi se to čas podvojevanja zmanjšal, da bi se v bistvu število obolelih podvojilo vsake 4 dni, ne vsake 3 dni. Potem bi imeli čez en teden 900 obolelih, čez 2 tedna nekje več kot 3,000, čez 3 tedne pa samo 12,000 približno, kar je v bistvu velika razlika kot prej omenjenih 300,000. Ja.